Gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani, slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Drage Slovenke in Slovenci, doma in vsepovsod po svetu, spoštovane državljanke in državljani, visoki gostje, dame in gospodje. Nocoj bi rad povedal zgodbo, čudovito zgodbo, navdihujočo, o čudežu v deželi na sončni strani Alp. Ampak to ne bo pravljica. To je resnična zgodba o nastanku plebiscitne večine, enotnosti našega ljudstva za ustanovitev lastne države. Je ena najlepših in najbolj navdihujočih zgodb. Zato vabim, da nas nocoj globoko prevzame in nam da misliti o naših sedanjih in prihodnjih ravnanjih. Spoštovani, plebiscit je bil 23. decembra 1990. Volilna udeležba je bila skoraj 90-odstotna. Kar 95% nas je glasovalo za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Skoraj vsi. Pol stoletja po tragičnem narodnem razkolu smo bili Slovenke in Slovenci enotni. Ta enotnost ni padla z neba. Bila je izdelek naših ravnanj. Ustvarili smo jo sami, iz nuje, ker smo bili od nje življenjsko odvisni. Poglejmo pobliže. Leti 1990 in 1991 sta bili za nas dve najbolj zgodovinsko zgoščeni in prelomni leti, da nikoli prej in potem tako. V teh dveh letih se je spremenilo tako rekoč vse. Mi smo spremenili tako rekoč vse. Toda na začetku leta 1990 glede neodvisne in samostojne Slovenije nismo bili prav nič enotni. Zato je toliko bolj osupljivo, da nam je to uspelo še konec istega leta. Zakaj? Kako nam je, gospe in gospodje, to uspelo? V tej čudoviti zgodbi o nastajanju in ustvarjanju enotnosti so bile po mojem 4 magične prvine. Prva, jasna vizija samostojne države. Druga, odločno voditeljstvo. Tretja, iskren dialog. In četrta, tvorno sodelovanje. Najprej je bila vizija samostojne države. Razvila se je v intelektualnih protirežimskih krogih. Razrasla pa v času slovenske politične pomladi. Vendar na začetku leta 1990 še zdaleč ni bila prevladujoča. Potem je bilo tu voditeljstvo. Zato, da je vizija samostojne države postala prevladujoča, je v veliki meri zaslužno voditeljstvo. Voditeljsko vlogo je imel Pučnikov Demos. Ko si je prva demokratična izvoljena vlada postavila osamosvojitev Slovenije za osrednji cilj, je temu podredila vse. Zelo je bilo pomembno, nemara celo odločilno, da se je izognila skušnjavi revanšizma. Vse je bilo podrejeno osamosvojitvi in ustvarjanju enotnosti za ta edinstven cilj. Potem je bil dialog.
Dialog je bil viharen, mestoma je bil strupen, bila sta oboje kreganje in prepir, vsekakor je bil dialog zelo strasten. Toda nikoli, vsaj po moji oceni, takrat ni bil izključevalen. Ni bil izključevalen. Če bi se to zgodilo, bi bilo konec graditve enotnosti. Morda konec sanj o lastni državi, konec zgodbe. In na koncu in ne nazadnje je bilo sodelovanje. Sodelovanje je bilo vsestransko. Šlo je za sodelovanje demokratičnih institucij, parlamentarnih strank, civilne družbe in celotne javnosti. Kučanovo predsedstvo, Bučarjeva skupščina in Peterletova vlada so kljub razlikam tvorno sodelovali. Nič ni šlo zlahka. Vendar je bilo tveganje za vnovičen narodni razkol preveliko, da bi ga kdo hotel vzeti za svoje moralno breme. Zgodba je šla naprej in šla je do srečnega konca. Šlo je za to, da je sicer imel vsak svoje stališče, tudi glede tega elementarnega vprašanja, a se je trudil razumeti tudi stališče drugega. Gradili smo na tistem, kar nas je povezovalo. Tistega, kar nas je delilo, nismo razpihovali. Šlo je za medsebojno upoštevanje in iskanje smiselnih kompromisov. Najpomembnejše od vseh v tistem letu je bil, citiram, sporazum političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Sporazum so 6. decembra 1990 podpisale vse v skupščini zastopane stranke in oba zastopnika narodnih skupnosti. To je bil monumentalen politični dosežek. Prepričevali smo eden drugega in se pustili eden drugega tudi prepričati. Naposled je bila vsa slovenska politika skupaj in enotna. Nikoli prej, nikoli pozneje nisem imel v politiki od blizu priložnosti opazovati česa tako lepega. Tedaj je bila politika umetnost v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Spoštovane gospe in gospodje, enotnost na plebiscitu je bila odločilna za ustanovitev države in njeno enotno vojaško obrambo. Moje mnenje je, da bi bil razvoj zgodovinskih dogodkov drugačen, če bi namesto polne enotnosti na plebiscitu odločitev za ustanovitev lastne države zmagala za en glas ali za en las. Pravzaprav mislim, da sploh ne bi bilo velikih razlik, tudi če bi izgubila samo za en glas ali za en las. Preprosto bi imeli znova izkušnjo z narodno delitvijo v najbolj usodnem trenutku naše zgodovine, ki bi se lahko v nadaljevanju znova razvila v tragičen narodni razkol. Gospe in gospodje, poglejmo sodobne izkušnje s podobnimi referendumi v Veliki Britaniji ali na Škotskem ali v Kataloniji. Vidimo, da zmaga za las pri usodnih, najpomembnejših narodnih odločitvah ni dovolj. Je premalo za suvereno uveljavitev prelomnih odločitev, brez tveganj za huda notranja trenja in nasprotja. V tem smislu, drage Slovenke in Slovenci, drage državljanke in državljani naše države, v tem smislu lahko iz zgodovinske razdalje še toliko bolj podčrtamo pomen politične in narodne enotnosti naše politike in našega ljudstva na plebiscitu za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Bila je državotvorna v najbolj elementarnem pomenu te besede. Nikakor ne zavoljo poudarjanja tedanje enotnosti se zaradi tega ne zavzemam, da bi k taki enotnosti stremeli vsak dan za vsak politični cilj. Nikakor ne. Za veliko večino vprašanj, ki zadevajo našo sedanjost in tudi prihodnost, zadostuje morda dejansko večina za en glas in za en las. Vendar, in to želim danes posebej poudariti,
Vendar je tudi za običajen čas pomembno in koristno, če družbene in državne zadeve urejamo s čim bolj jasno idejo, odločnim voditeljstvom, občutkom za iskren dialog in za tesno sodelovanje. To je bilo in ostaja vodilo tako imenovane konsenzualne politike. Vem, da se je v zadnjem času pri nas doma in v svetu, v vsem zahodnem svetu, ta politika znašla v resni krizi. Pokazala je tudi svoje šibkosti in pomanjkljivosti. Namesto smiselnih kompromisov je vse prevečkrat prišlo do gnilih kompromisov. To je načelo njeno verodostojnost. Ljudje so to opazili in so jo skupaj s pretirano politično korektnostjo mnogi začeli zavračati. Zato vidimo porast politike, ki deli. Ta politika se ne trudi, da bi razlike presegala, prav nasprotno. Te razlike za svoje politične cilje izkorišča. To ustvarja razmere, ko ni več plemenito, kot je bilo pred skoraj 30 leti. Če poskušaš nagovarjati politične tekmece ali celo z njimi sodelovati. Nasprotno. Vse bolj in bolj se zdi, da zadostuje, da nagovarjaš svoje lastne podpornike, tekmice pa stigmatiziraš ali celo izločuješ. Vsakršno izključevanje pa mora v običajnih in zlasti seveda izjemnih časih našega razvoja pomeniti rdečo črto, preko katere ni dovoljeno prestopati. To nas dolgoročno ogroža vse nas. Spoštovane gospe in gospodje, Slovenija je skoraj 30 letja kasneje v položaju, kot sem dejal, ko take enotnosti ne potrebuje. Potrebuje pa več dialoga in več sodelovanja. Tega je premalo. Premalo je iskrenega dialoga, da se sliši drugega. In premalo sodelovanja za oblikovanje skupnih ciljev in poti do njih. Preveč je nestrpnega, mestoma sovražnega in celo izključujočega govora. Preveč je zavračanja sodelovanja. Zdi se, da vse to ne ogroža naše družbe in naše države in da je vse v redu. Mogoče ne še. Toda razmere v našem okolju se spreminjajo. Če bi se proti naši volji poslabšale, si prevelikih ali celo izključujočih razlik med nami, tako rekoč, ne moremo privoščiti. Za nič na svetu se ne smemo znajti v položaju globoko razdeljene družbe in države. Zato bi več dialoga in sodelovanja koristilo že danes in vselej. Ne nazadnje, mar tudi danes in zdaj ni velikih zadev, ki bi se jim morali skupaj posvetiti. Poglejmo. Po koncu finančne in gospodarske krize se je prestrukturiralo gospodarstvo. Država se ni. Odlašanje z njeno modernizacijo, ki vključuje strukturne spremembe, bo postajalo vse večji problem. Naprej. V prihodnjem letu nas čaka oblikovanje podnebne politike, izjemno zapletenega usklajevanja okoljskih in energetskih politik. Naprej. Februarja se začne v Bruslju konferenca o evropski prihodnosti. Jo bomo Slovenci samo pasivno spremljali ali bomo pri njej aktivno sodelovali in dali tudi naš narodni pečat. In končno, do konca prihodnjega decembra. 1 leto imamo časa na voljo. Do decembra moramo na vsak način najti skupen jezik za spremembo volilne zakonodaje v skladu z odločbami Ustavnega sodišča. Spoštovane gospe in gospodje, morda danes res ni tak prelomen čas, ki bi terjal narodno enotnost kot pred skoraj 30 leti. Vendar imamo kup neposrednih in velikih, zahtevnih in zapletenih nalog, ki jih lahko dobro in uspešno opravimo samo skupaj. Na koncu, spoštovane gospe in gospodje, tu v Cankarjevi dvorani, bi se rad obrnil k vsem našim ljudem. Plebiscit za samostojno in neodvisno Slovenijo je uspel, ker ste tako odločitev sprejeli vi, vaši starši ali stari starši. Danes imamo lastno državo in to je neprecenljivo. Toda imamo
tudi našo čudovito zgodbo o tem, kako je nastala. Nastala je vsled naših suverenih ravnanj. Kadarkoli bi kdo podvomil, da morda nismo, če bo potrebno, znova sposobni stopiti skupaj in biti enotni, si povejmo takrat to zgodbo o čudežu pod Alpami iz leta 1990. To je bila resnična zgodba in delo naših zrelih dejanj. Spoštovane Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, sprejmite iskrene čestitke ob državnem prazniku, preživimo te vesele božične praznike in pogumno vstopimo v novo, srečno leto. Srečno Slovenija!